Dobro jutro, dobrodošli v novem vlogu. Tole je danes najin zajtrk, cinnamon bun, sveže pogret. Pa bo pa kemper spucala, pa malo se bomo zapeljali danes, tako da se vidimo pol kasneje. Evo, kemper je spucan, tla se sušijo. Rok pa zdaj le še po 2 mesecih šnof češe, da ne bo tako lahko v kemperju. No, šnofka je počesana. Zdaj morajo pa vse tele dlake pobrati. Tole tle je vse od šnofke, pa tamle še, pa tukaj. Tako da imamo še nekaj dela. Drugače pa kar lepo tlele okrog. Tako da imamo vsaj razgled v tem delu. Nastja je šla šnof lulat ven, ne vem, če se vidim, ampak obutamo moje krokse. Jaz pa tle not lepo na toplem. Ok, midva so zdaj tako full excited, zato ker je ura 1 zjutraj in zunaj je čisto oblačno, dežuje vsake toliko. Ja. In midva sva gledala pač nekaj na tablici in zdaj sem hotela iti spat in sem jaz tako za foro pogledala ven čez okno. Rok je bil še tako, v lifeu ne bo zdaj le aurore, pač KP indeks je full nizek, čisto oblačno, brez zvezde. No, v glavnem, jaz sem zagledala uno auroro, bila je čist zelen pas in sem se sam dret začela in pol je še Rok jo videl. Ja. In tako, ampak to je bila tako med oblaki, v eni taki luknji med oblaki sam. Ampak res čisto zelena in pol sem ven laufala in ko sem prišla ven, je ni bilo več. Ampak Nima nobene slike, niti nič. ja, niti videa, več nič, samo Je bilo pa lepo. spomin. No, vidiš, moraš mene poslušati kdaj, a ne? Včasih. Vedno. No, lahko noč. Ne bi je videl, če ne bi bilo mene in mojega optimizma. Ja. Tako da ja, zdaj pa greva res spat. Lahko noč. Lahko noč. Ura je 4 popoldne, celo dopoldne je bilo sonce. Zdajle je pa, ker se z oblačili in spet nekaj dežuje in piha in grozen je zunaj. Ampak nažalost sem jaz spet celo dopoldne prebila na računalniku, tako da bomo mogli iti na sprehod v slabe vreme. Ampak ja, prvo bova tlele popila tole kavo. Pa pojedla cinnamon bune. Ja, malo uživala, pol pa ven na veter. Spet so najdla tole napravo, da sama spuca kaseto. Tukaj imaš še celo za zbrati, kakšen tip kasete imaš. Tako da ja, super. Spet se nama ne bo treba roko mazati. Vsake toliko imajo v tunelih take modre luči, to je v daljših tunelih, da je malo manj monotona vožnja, pa da se voznik malo zbudi. Takole pa šnofka kraljuje po noč. Še svoj polštrček ima. Nastja je pa na tla zrinila. Dobro jutro. Evo povzetek
Današnje noči je, da nisva zelo dobro spala, ker je pihal kar precej in deževal, tako da ja, ko orenk piha, tudi dež zelo udarja noter v kemper, tako da je zelo glasno. Sunki so bili 30 vozlov, tako da ja. Širuka se. Ja, malo smo se tudi guncali, ja. No ja, zdaj pa gremo naprej gledati ene bunkere iz druge svetovne vojne, ki so tle blizu. Drugače pa ja, no, sneg je danes pobelil vse vrhove naokrog, tako da zima prihaja in je ful lepo, je zdaj šla kar malo smučati. Tako da ja, res je lepo. Si ogledali zdaj te bunkerje, nama je bilo kar zanimivo, Šnovka je sploh uživala, ker je bilo vse platno, tako da se je natekala. Bolj na hitro malo povzela, kaj so se naučila novega, da te bunkerje je v bistvu Nemčija zgradila, Hitler v drugi svetovni vojni oziroma 40. leta, že ko so okupirali Norveško. Bila je zelo dobra strateška pozicija to, ker je zelo na odprto in dober pogled na morje, tako da so bolj lahko malo nadzorovali. Tako da ja, še kaj ste kaj povedala? Ja, zgradili so tudi vojaški kemp tukaj, kjer so bili zaprti zaporniki iz Sovjetske zveze, tudi iz Jugoslavije, pa tudi neki nemški kriminalci. Zgradili so ga tako, da če si hotel iti v cerkev, si mogel iti čez kemp. Drugače načeloma so bili te zaporniki dosti prosti, so se lahko po vasi sprehajali, ampak jim je bilo prebivalcem rečeno, da se ne smejo preveč s njimi družiti oziroma da jim ne smejo dajati hrane, ker bi bile zelo hude posledice, če bi jim dali. Ampak ja, vojna je bila nasplošno zelo slaba, ampak so na srečo Norvežani lahko vsaj nekaj dobrega ven potegnili z tega. Ena stvar je bilo, da so Nemci imeli tle vojno bolnišnico, oziroma bolnico, ki so lahko tudi bolj domačini te vasi uporabljali. Drugače ta vas je imela samo nekih 100-200 prebivalcev, bolj potem, ko so pa vse te zapornike in vse vojake nastanili tle pa 3000, tako da se je kar povečali. Ampak bolnico so lahko na srečo vsi uporabljali. Pa druga dobra stvar je bila pa, da so Nemci zgradili vodovod, ki so ga uporabljali še do 85. leta, potem so šele novega naredili. Tako da vsaj nekaj dobrega. Upam, da ste se tudi vi kaj novega naučili zdaj. Na Norveškem je zelo enostavno napolniti tele bombe plina, tako da bojo zdajle jo dofilala, ker je to zadnji filling station pred Nordkapom, pa dosti poceni je, tako da super. Danes je tako deževno in piha in mrzlo je, da se nama ni dali loviti, tako da danes imava rižoto z gobami za kosilo, tako da 20 dni zapored rib, danes sva prekinila to zaporedje. Da se danes javljava tukaj iz mesta, kjer smo parkirali, ker bomo tudi prespali. Prevozili smo danes okrog 100 km, malo manj,
Smo pa že zelo blizu enega mesta Alta, to je eno malo večje mesto, malo pod Nordkapom. Ja, tle bomo zdaj lovili ribe, upam, da. Baje ne bi bilo dobro mesto, bomo videli. Pa bova pa gledala film 22nd July, ki nama pa še ga gledati že odkar sva prišla na Norveško, ampak ga nisva uspela nikjer zloadati, danes sva ga pa zloadala pri eni trgovini. Gre se pa o terorističnem napadu, ki je bil na Norveškem in je po resničnih dogodkih, tako da če še niste gledali, gledajte, ker je ful dober. Tisto z otokom, ki je on streljal. Ja. Tako da ja, to je to za ta vlog. Se vidimo naslednjič, pa hvala, da naj spremljate.